Draga DDB-jevska publika, ponovno vas pozdravljam iz vam znanega in ljubljenega dijaka. Tokrat se bomo v DDB-jevskih novicah najprej posvetili v imenu, ki ga res zadanemo. Nato bomo minutko ali dve porabili, da si pogledamo pravilno in nepravilno ločevanje priljubljenega Volt naročila. Prišli bomo čez šport, kjer smo od samega navdušenja zamudili finale odbojki tako za punce kot za fante in na koncu nas čaka najpomembnejša in, če mene vprašate, tudi najbolj zanimiva rubrika – Kaj dogaja v dijaku? No, Pija, se je prejšnja vremenska napoved uresničila ali so jo DDB-jevski vremenarji čisto zgrešili? Anže, mislim, da smo se res malce zmotili. Sicer je res, da je v začetku januarja deževalo, ampak nismo omenili ključnega vremenskega pojava, to je bil sneg. Redko se zgodi, da je skoraj cela Slovenija pokrita snežno odejo, a sanje se res lahko uresničijo. Mi pa si v prispevku poglejmo, kako so se dijaki zabavili na snegu. Za prihodnje februarske dni pa smo ugotovili, da nam bo počitniške dni grelo sonce. Ko pa se bomo vrnili nazaj med šolske klopi, pa se bo nad nami spet nabrala megla ter dež, kot smo že navajeni. Hvala ti, zdaj pa na najbolj pestro temo. Lovro, a veš, kaj dogaja v dijaku? Anže, za začetek naj pohvalim naš domski band, Queens, ki so zares dobri glasbeniki. Poglejmo si intervju z njimi, ki je nastal pred njihovim nastopom v okviru Božička vsem. Kako ti je ime? Jaz sem Ash in naš band se imenuje Queens, ki se napiše za K, W, E, E, N, S. Kaj nisi? Jaz sem Lucija. Jaz sem Rok. Jaz sem Zara. Jaz sem Niki. Ano, pišete, kako poteka vaja. Dobimo se v glasbeni sobi in pol igramo random pesmi, ko se izpolnimo in jih poznamo. Kateri inštrument igrate? Električno kitaro. Ja, kitaro. Klavir. Jaz igram bas. Bobne. Kdaj si se začel ukvarjati z igranjem inštrumentov oziroma z glasbo? Ne vem, bolj resno take 2 leta nazaj. Jaz sem kitaro začela igrati lansko leto na šolskem bandu. Jaz sem klavir začel 2 leta nazaj, približno začetek karantene. Jaz sem bas začela z začetkom tega leta, prej sem pa že v glasbeno zaradi violončela in tamburice hodila. Jaz sem bobne okrog 2 let nazaj. Ali mislite, da bo glasba vplivala na vaš poklic? Da. No, jaz po mojem ne bom profesionalna glasbenica, tako da ne. Enako, več ali manj kot hobi. Ja, ne bom se profesionalno s tem ukvarjala, ampak bo velik del mojega življenja še vedno. Upam. Ja. Kako se počutite vpeti v igranju? Mislim, jaz se počutim kar dosti slej. Mislim, ne vem, jaz zelo rada igram kitaro. Nasplošno sem zelo sproščena in fino je zvoke ustvarja s svojimi prstami. Ja. Se strinjam, velik slej. Absolutno slej. Je zelo pač res tak dober način, da se izraziš, da daš vse možne občutke, ki jih imaš v sebi, da jih daš sam ven in da je
pač nek način, da se sprostiš in je res nekaj lepega za skupaj. Se strinjam z Zaro, tako vse, kar imaš, vse bi lahko daš ven z glasbo. Kakšno je bilo vzdušje na odru? Meni se je bilo kar v redu, ker dobro smo se ujeli. Mislim, ni bilo kakih večjih problemov. Meni se je bilo kar. Ja, meni se isto. Ja, zdaj sem se strinjal. Ja. Ste že kdaj prej nastopali pred veliko množico? Na baleti. Ne, no, z glasbo ne, ampak tako, kaj igra, jaz so, ja. Ja, jaz na vseh šolskih prireditvah. Ja, jaz še igram v orkestru, tako da, ja. Ja, jaz tudi orkester, pa, ja. Kakšna se vam je zdela publika? Mislim, vi so okej, ampak lahko bi bil malo bolj živi, no. Tvoj krtek, ko smo igrali, tak ni bil vibe. Mislim, eni so bili krtek malo mrtvi v publiki. Na koncu to tleskanje smo jih tako malo spodbudili, pol je bilo cool. Ja, ono, ki so tleskali, je bilo fino. Ja. Ne vem, glede na to, drugače, koliko jih je bilo, mogoče so kar dost ploskali, no. Se jih je kar slišali. Ja. Kakšno zvrst glasbe pa imate najraje? Ojoj. Pa ne vem, ne morem se začeti, pač jaz veliko mešam stvari, ko se poslušam. Nimam nekaj referenca zdaj, ne vem, ne morem reči. No, danes je bil Spotify brat, tako da, I guess, da največ poslušam indie pop, pa rock. To je dosta. Jaz zelo poslušam muzikle in Taylor Swift. Jaz res ful veliko žanrov poslušam, sicer je meni klasična glasba zelo pri srcu, ampak še vedno kak indie, pa tudi različne etno zadeve so mi zelo cool. Pa absolutno tudi kak rock je kar fajn. Ja, meni so tudi tako vsi žanri dosti okej, ampak rock najbolj. Kdo je vaš najljubši pevec, pevka oziroma skupina? Moj najljubši pevec je Conan Gray. Ja. Jaz trenutno konstantno poslušam Bright Eyes. To je dosta. Taylor Swift. Jaz se res ne moram odločiti, sorry. Kot Conan Gray, Zara. Ja, okej, Conan Gray je res, on je res super, ampak bom rekla skladatelj Chopin. Such refined taste. Joj, no ja, ne, res. Muzika je široka stvar. Meni je trenutno Murphy ali pa Lovejoy. Boste tudi po končani srednji šoli nadaljevali z igranjem v bendu? Mislim, če bi uspel priti kak band, sure, ja. Ja, v bistvu dosti isto, ja, pač upam, da bom prišla v kakšen band, to za zabavo. Ja, enako. Ja. Upamo, da. Hvala za vaš čas. DDB-jevska publika vam želi ogromno uspeha na vaši glasbeni poti in še kakšen koncert na našem odru. V januarju so se v našem dijaškem domu nepričakovano pojavili novinarji Infodroma. Prišli so posneti kratek prispevek o življenju dijakov v dijaškem domu za informativne dneve. Spremljajte Infodrom, da nas ne zamudite. In še posebno obvestilo. Januarja in februarja poteka literarni, likovni in fotografski natečaj. Dijaki, ki želite sodelovati, predajte svojim vzgojiteljem svoje likovno, literarno ali fotografsko delo. Vaši vzgojitelji bodo te posredovali na Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije. Za prvo nagrado si dijak lahko prisluži bon za 70 €, knjižno nagrado, spominek z logotipom društva ter priznanje za osvojeno prvo mesto. Hvala, Lovro. Besedo zdaj predajam Maruši, da nam predstavi Eko minutko. Vzgojitelji opažajo, da se hitra hrana, ki jo množično naročamo, ne ločuje tako, kot bi se morala. Zato vam bomo prikazali pravilen način ločevanja McDonald'sovega naročila.
Tisti McDonald's pa definitivno ni bil moj. Sem pa kar dobil apetit. V januarju pa se je odvila tudi meddomsko tekmovanje v odbojki za dekleta in fante. Žana, kako je to potekalo? Anže, meddomsko tekmovanje v odbojki smo nažalost zamudili, a naši fantje so bili ponovno zelo uspešni na turnirju. Čeprav so bila dekleta malo manj, jim še vedno čestitamo za ves trud, ki so ga vložile. Ponosni smo na vas. V DDB-ju pa izvajamo tudi strelski krožek in imamo kar nekaj izjemnih streljačev. Poglejmo si nekaj utrinkov. Čestitke vsem sodelujočim na tekmovanju in pa zahvali navijačem za tako spodbudno navijanje. To pa je za današnjo oddajo vse. Hvala, ker ste bili z nami do konca in komaj čakam, da se spet vidimo. Draga DDB-jevska publika, ponovno vas pozdravljam iz vam znanega in ljubljenega... Kaj je narobe? Kaj je spet narobe? Kaj je spet narobe? Tam bo skozi! Pristežem. Nimam nekaj mišljenja. Kaj če ga pozdrav? Kaj če ga vam Kidi, veš, kje klepni. Ja, Tiho! v januarju sem. Pojavili novinarji in podroma, ki so prišli. To gre ob blooperje. Kak si jaz to